Poraba in izkoriščanje vode je pradavna resnica. Ker je voda vir življenja in blaginje, so prve naselbine zrasle ob njej. Ljudje so jo ujeli najprej v namakanje in transport, kasneje so jo izkoriščali žagami in mlini, danes pa tudi športom. Mi pa želimo govoriti o elektriki. In če poiščemo stičišče, dobimo odgovor: vodna energija. Prvi resni zapisi o splavarjenju na Dravi segajo v leto 1280. Dokumenti pričajo, da so iz Velikovca vozili lesene sode do Maribora. Tukaj so jih napolnili z vinom in jih po dolini Drave z vozovi odpeljali nazaj na Koroško. Vrhunec splavarjenja sega v 18. in 19. stoletje, ko je po Dravi vse tja do Črnega morja vozilo do 2000 splavov in šajkač letno. Fure so služile predvsem trgovcem z lesom, zraven pa so bili naloženi izdelki iz fužin in gležut ter sadje in seveda vino. Splavarilo se je 8 do 9 mesecev v letu, v mrazu, vročini, dežju, tudi v snegu, pa v visokih vodah in čez brzice. Ker je bila reka še neukročena, je bila pot prava dogodivščina. Nekateri splavarji so prebirali knjižico Blažej in Nežica v nedeljski šoli. Tukaj je Anton Martin Slomšek učil, kako se je treba vesti ob hudi uri. Med drugim omenja tudi električni kolovrat, ki daje močnejše iskre. Nebeški ogenj. Pravi takole: strašen je nebeški ogenj, pa tudi hasnovit za zdravje in rast. Zdravniki imajo kolovrate, ki na glažavnatih nogah stojijo, med žido vrtijo veliko glažavnato kolo, da se takega ognja nabere. Mi pa se odpravimo pogledat, kje so splavarji pristajali. Mesto Maribor je bilo v začetku 19. stoletja tipično podeželsko mestece, v katerem so se prebivalci poleg obrti in trgovine ukvarjali tudi z poljedelstvom. Poglavitna poljedelska panoga je bila vinogradništvo, kajti vino je bil prvi izvozni artikel tedanjega Maribora. Vse do 30 let 19. stoletja je bil Maribor še obdan z obzidjem in mestnimi vrati, ki so ga porušili prav zaradi naraščajoče izvozne trgovine ob izredno pomembni trgovsko-komercialni cesti med Dunajem in Trstom. Relativno majhno mestece z okoli 3 do 4 tisoč prebivalci je v sredini 19. stoletja, oziroma leta 1846, dočakalo v bistvu svoj najpomembnejši trenutek v zgodovini. Poleti tega leta je Maribor dosegla prva železniška kompozicija z lokomotivo Ocean, ki je pomenila v bistvu izredno hiter nadaljnji razvoj mesta. Predelovalna industrija se je stacionirala v okolici tedanjega glavnega kolodvora v Melju in to je v bistvu začetek delovanja prvih velikih parnih mlinov v tedanjem Mariboru. Poleg predelovalne industrije se je v Mariboru ob železnici razvilo tudi izredno pomemben, posebej za mesto pomemben veleindustrijski objekt. To so bile delavnice Južne železnice, ki so v bistvu skrbele za skrbovanje proge v bistvu vse od Semeringa pa do Trsta. Se pravi, pokrivale so večji del področja tedanje Južne železnice. Glede na to, da so zaposlovale več kot 1100 ljudi, si lahko predstavljamo, kaj je to v drugi polovici 19. stoletja za Maribor pomenilo, kaj je število prebivalstva naraslo od 5000 na več kot 30 000 in kaj je to v bistvu pomenilo za gospodarski razvoj tako majhnega mesta. No, poleg prometa po železnici pa je naglo naraščal tudi promet po reki Dravi, ki je bila pa tradicionalno že pomembna prometna žila za mesto Maribor. Zdaj se ta promet še povečal, kajti mesto s svojimi obrtnimi in industrijskimi izdelki je postalo še bolj privlačno za splavarje, ki so množično pristajali na starem Lentu. S tem je v bistvu ponoven zagon oziroma oživitev doživel tudi stari del mesta, v katerem še danes nekatere ulice spominjajo na tradicionalne obrti, katere so gojili tedaj v Mariboru, recimo Tkalski prehod, Mesarski prehod, Splavarski svak, ki se nanaša na splavarjenje, nekoliko više tudi Barvarska ulica. No in kot zanimivost, ki reko Dravo in mesto povezuje z električno energijo oziroma razsvetljavo, je, da je v drugi polovici 19. stoletja ravno v tem razvoju in povečanim prometom, tako po Dravi kot v mestu, tudi v Mariboru, prav na Lentu,
zaživela oziroma zagorela prva rdeča svetilka. Karel Robida je zapisal v knjižici Naravoslovje in fizika. Kaj da je električnost, ne vemo, ako ravno njene zakone dobro poznamo. Opisuje razne pojave statične elektrike, ki jo loči na hladno in zoprno. Elektrike enakega imena se sovražijo, neenakega pa ljubijo. Svet pa je živel po svojih tirnicah. Mehanika je bila s parno turbino in parnim strojem v svojem polnem zamahu, elektrika pa je bila šele v prvih začetkih. V tem času pride v Graz, to je bilo 1875. leta, študirati en mož, ki ga verjetno javnost po imenu pozna, to je Nikola Tesla, doma iz Smiljana pri Gospiću. In predstavi svojo idejo okoli stroja profesor Pešlu na Kraški tehniški visoki šoli in nažalost nekako ne prideta skupaj. Upoštevajoč še to, da je zbolel, Tesla zapusti Graz in praktično brez sredstev pride v Maribor. Nekje leta 1878 je bil tukaj, brez nekega dela, brez kvalifikacije. Koliko smo ugotovili, takrat je precej dobro igral poker pri Veselem kmetu, to je tam gostilna bila, ki danes stoji avtobusna postaja. Pa znal je citre lepo igrati. Pravijo, da je tudi bil nekaj časa zaposlen v enem mehanskih delavnicah, pa baje, da je obstajala takrat tudi tovarna žarnic v Mariboru, to nismo nikoli dokazali. Vendar je brez sredstev in ga žandari takrat 1879. leta s tako imenovano šupkarto pošljejo v rodni Smiljan. Lahko rečemo, da je Tesla bil izredno velik znanstvenik. Če upoštevamo, da je v svojem življenju patentiral 700 izumov, potem pokrije praktično velika področja tehnike, ki so pomembne za življenje. Najbolj pomemben pri tem je pa njegov eden od prvih izumov, to je tako imenovani višjefazni sistem, ki je omogočal prenos električne energije na daljavo. Tesla je tudi 1884. leta delal v tako imenovanih Edisonovih laboratorijih. Thomas Alva Edison je avtor velikega števila elektrotehničkih naprav, kot sta mikrofon, telefon in tako naprej. Vendar najbolj pomembno njegova iznajdba je bila žarnica z ogljeno nitko, ki je tudi v Mariboru precej časa svetla in služila za razsvetljavo. Prva električna luč na Slovenskem pa je zasvetila v Mariboru. To vest je 4. aprila in 6. junija 1883 priobčil časopis Marburger Zeitung z naslovom Električna razsvetljava bralce obvešča, da je mariborsko podjetje Karl Scherbaum in sinovi Parni mlin vpeljalo v svojem obratu električno razsvetljavo. Karl Scherbaum je bil verjetno najbolj izrazita podjetniška osebnost Maribora v 19. stoletju oziroma drugi polovici 19. stoletja. Bil je lastnik industrijskega objekta, parnega mlina v Sozarevski ulici in parne prekarne na Grajskem trgu. Leta 1888 so ob obisku prestolonaslednika Rudolfa Habsburškega z električno energijo iz njegovega parnega mlina razsvetlili celoten Grajski trg in severni del Sozarevske ulice. Razsvetljava naj bi bila močna približno 10.000 sveč, kar je bilo za tisti čas izjemen dosežek. Po koncu obiska je ostala le še ena električna žarnica pred Schermanovo pekarno na Grajskem trgu 7. Maribor pa se je za dobrih 30 let zavil v električni mrk. Delo so ponovno dobili mestni svetilničarji, ki so prižigali plinske svetilke. Med njimi je bil
mariborske plinske svetilničar Jurij Sivec. Med slovenskimi publikacijami je verjetno najpomembnejša knjiga mariborskega profesorja Henrika Schreinerja Fizika ali nauk o prirodi. O električni luči na oblak pravi, da po jakosti svetlobe celo sončna luč ni več kot 2 do 3-krat močnejša, medtem ko zlato-rumena svetloba Edisonove žareče svetilnice v mnogem oziru našemu čutu bolje ugaja kakor luč na oblak. Slovenci pa so svoje novce še vedno raje preštevali ob petrolejkah. Parni dinamo je svetil v delavnicah južne železnice, industrijsko elektrarno je imela pivovarna Götz ob Partizanski cesti, izdelovalec dvokoles in tiskarnar Nager in od leta 1910 tudi mestna plinarna. Svetovni gospodarski razvoj je šel v tej smeri, da je vedno več industrijskih strojev potrebovalo električno energijo kot vir energije in zato tudi Maribor ni mogel zaobiti tega vira energije. Zato se je mesto že pred vojnem času, pred Prvo svetovno vojno in med Prvo svetovno vojno vključilo konzorcij za izgradnjo elektrarne na reki Dravi pri današnji Fali. Načrtovalo namreč 2 velika projekta elektrifikacije mesta. Enega so izvedli kmalu po Prvi svetovni vojni, to je bila javna razsvetljava, kjer so namesto plina uporabili električno energijo, in načrti za uvedbo tramvaja oziroma cestne železnice. Prva koncesija za izgradnjo hidroelektrarne na Dravi pri Fali je bila podeljena že 12. junija leta 1900 nam že poznanemu Karlu Scherbaumu in Andreasu Meyer-Guntnerju. Nazadnje pa se je kot najresnejši partner in pravni naslednik koncesije pojavila Štajerska električna družba. In ko je leta 1913 pristopila še graška občina, se je s pomočjo švicarskega kapitala gradnja začela. Vihra Prve svetovne vojne je povzročila mnoge težave in prekinitve, tako da je bila elektrarna na Fali dograjena leta 1918 kot velik gradbeni in tehnološki dosežek tistega časa. Pri desnem bregu je imela ribjo stezo in dvokomorno splavnico. Splavi so tako lahko še naprej vozili in tekmovali s predrago električno energijo, ki je potiskala vlake po Dravski dolini. Prvih 5 agregatov na Fali je poganjalo tovarno dušika Ruše. S presežki električne energije pa so reki in mesto ob njej napovedali novo prihodnost. Danes je reka ozaljšana z 8 elektrarnami. Njihovo delovanje krnili digitalni čas v sodobnem centru pri elektrarni Mariborski otok, prav tam, kjer je nekoč hotela stati prva vodna naprava na Dravi. Mesto Maribor ima po zaslugi svoje zgodovine seveda veliko tehnično tradicijo in s tem tudi veliko tradicijo v svojem industrijskem razvoju. Univerza, ki je začela dejansko z svojimi višjimi šolami nastajati v letih 58–59, je akumulirala veliko tega znanja, ki je prihajalo torej z industrije. In seveda takrat sta odločilni vlogi v razvoju dejansko torej odigrali ekonomija, tehnika in pa seveda tudi agronomija. In to je bila tista baza, ki je potem omogočila, da je leta 1975 prišlo do ustanovitve torej univerze. Kar pomeni, da je tukaj bila zbrana torej ena energija, da je bilo veliko torej tehničnega kadra, da smo imeli izjemno dobra podjetja, ki so bazirala na tradiciji, ki so izhajala iz podjetij že nekatera izpred Prve svetovne vojne, potem izpred Druge svetovne vojne, med obema vojnama. In vsa ta podjetja, ki so
ponesla glas Maribora kot industrijskega mesta, so seveda bazirala na nekem predhodnem znanju, na neki predhodni energiji. Od tovarne avtomobilov, metalne, elektrokovine, mariborske livarne, tekstilnih tovarn. Vse to je pravzaprav dajalo mestu neko energijo. Maribor, mesto na Dravi, pa bije svojo novo prihodnost. 130 let od Šerbaumove žarnice na ugljeno nitko se zazdi, da se spet vračajo trgovci nekdanjega časa. Žarnica pa še zmeraj sveti.